Lep pozdrav vsem skupaj in dobrodošli na današnji dobrodelni konferenci POPR, ki organizira Rotary klub Logatec. V Sloveniji živi več kot 253 tisoč ljudi pod pragom revščine. In v Rotary klubu Logatec so se zato odločili, da ponovno, že drugo leto zapored, združijo moči in pomagajo družinam v njihovem okolju. Želijo pa delovati tudi širše, zato bodo del sredstev, ki ste jih pomagali zbirati tudi vi, ki ste danes na tej konferenci, namenili fundaciji Vidim cilj Alena Kobilice in za izboljšanje razmer umetnikov v nerazvitih državah. Pomagajmo ogroženim, premagajmo recesijo ali krajše POPR, se imenuje naša dobrodelna današnja konferenca. In hvala lepa za vse vaše donacije, za vsa vaša prizadevanja. V zameno za to pa vam danes ponujemo bogat, pester program te konference, ki misli, da bo marsikomu prinesel kar nekaj novih idej, kako iz te recesije vsi izplavamo kot zmagovalci. Motivirani ljudje so odgovorni. Živimo v časih, ko se pogosto sprašujemo, kaj bolj prav reči, da imamo izzive ali imamo težave. Zame je to temeljno vprašanje enega odpotovanja vsakega od nas, od žrtve do lovca. Ali smo tisti, ki smo zvečer lačni, zato ker nam ni dal nihče nič za jesti, ali smo zvečer lačni, zato ker si nismo ulovili tiste gazele. Ljudje pridejo in rečejo, zakaj si jaz ne morem zorganizirati svojega časa, vedno mi nekaj manjka. Veliko razlag je v barvah. Zakaj sem jaz tako ciljno usmerjen, mislim, zakaj me ljudje tazga dojemajo in tako naprej. Potem pri konfliktih, reševanju, to smo že obdelali, pri vodenju, kakšen vodja smo, nobena barva ne pomeni zdaj, da so vsi lideri pa rdeči. Ne, vsak lider je lahko neke barve, samo na drugačen način vodi in svoje vodenje lahko prilagaja vsak posamezniku. Če ti imaš pod sabo te in druge barve, boš vedel, kako s kom ravnati. Zdaj sem jaz postavil vlogo starejšega, sem lastnik podjetja in želim svojemu nasledniku predati, recimo, ne. Imam pa v družbi še druge družbenike, ne. Recimo sem samo 50% lastnik. Zdaj, kje so omejitve? Omejitve so pri tem, da običajno pri naših pogodbah, oziroma že po zakonodaju, imajo družbeniki predkupno pravico. To pomeni, pač, če želim nekomu to prodati, moram to prvo ponuditi ostalim. Zakaj sem pa to omenil? Zato, ker pri dedovanju, pa pri brezplačnih prenosih, recimo na dediče z darilno pogodjo, pa ta določba ne velja. Predkupna pravica ne velja. Če sem jaz družbenik v eni firmi, imam še enega družbenika, nekomu želim mojemu nasledniku podariti ta delež,
on ne more uveljavljati predkupne pravice. Mi v firmi nimamo sindikata, mogoče to je mogoče malo lažja naloga, ne, za celi zadevi. Je pa jasno pravzaprav čista sporočila zaposlenih, zrelost zaposlenih, mislim, da je nek role model, da ti je nekdo pač v firmi vzor, kada se da narediti, ne, in nam je pravzaprav se že hecamo, da pravzaprav ne morejo nam pravzaprav dati v korporaciji tako visokega targeta, da ga mi ne bi mogli doseči, ker imamo ljudi, ki ne vedo, kaj je to visok in potem to brez problema naredijo. Zunaj nas čaka še konstruktivna komunikacija, pogovor, druženje, mreženje ob Johnny Walkerju, konstruktivni, torej keep on walking pa je tema tega Johnny Walkerja. Vsi vabljeni na Kozaček in vidimo se ponovno prihodnje leto. Hvala.